Pri prevajanju so seveda različne druge komponente, ki jih pri avtorskem pisanju ni. Recimo, čisto iskreno, prva stvar, ki jo jaz tu opazim, je, založba se je odločila, da izda neko knjigo, da odkupi avtorske pravice in tako, da izdaja je zagarantirana, ne. Kar recimo, ko jaz sama napišem avtorsko pesem, seveda ni tako in se moram potem precej truditi, da spravim stvar v tisk. In potem si rečem, super, to pomeni, da bomo zdaj iz tega naredili res najboljše, kar lahko, ker zadeva ima prihodnost, a ne. Medtem ko sama pišem, si včasih rečem, včasih me prime malodušje, pa si rečem, pa zakaj se sploh še trudim, kdo bo to bral, če pa tega ne izdajamo, a ne. Ampak seveda žilica, veselje in neki optimizem mi vseeno ne dajo, da bi popolnoma opustila tudi svoje pisanje. Ampak ta pomembna razlika je, da ko prevajam, lahko že imam vizijo, da bo stvar ugledala luč sveta in to mi je še dodatna motivacija. Tu moram priznati, da dokler sem bila mlada mamica, je bilo zelo lahko, a ne. Ko sta bila otroka tam stara do enih 8-9 let, sem se zlahka povezala s to otroško mentaliteto, z njihovim pogledom na svet, z njihovo radovednostjo, z njihovo sproščenostjo, odprtostjo, skratka z vsem tem krasnim, kar nam potem nekako življenje obrusi in imamo tega manj. Tako da takrat mi ni bilo težko. Pozneje sem pa vedno manj pisala za otroke, ker na silo ne moreš. Sem sicer napisala 2 knjigi za starejše otroke, za 2. in 3. triado osnovne šole, ampak ta stik z mladimi, z majhnimi mi je umanjkal in z njimi je umanjkal tudi navdih. Tako da moram iskreno reči, da moj največji navdih sta bila zagotovo moja otroka. Divja simfonija je zanimivo napisana. Všeč mi je, da je v klasičnih oblikah, se pravi, ima rimo, ima ritem. Všeč mi je, da je dovolj preprosto besedilo, da je humorno besedilo, tako da z tega vidika sem res z veseljem delala. Edine ovire so bile te klasične ovire, kadar imamo opravka s takim prevodom, a ne, ko je treba ujeti vsebino, register jezikovni, potem še pa rimo, ritem. To je pa kar zalogaj. Tako da lahko rečem, da sem pri prevajanju uživala in opazila, da je knjiga mnogo več kot samo slikanica. Kot sem prej rekla svojim mladim poslušalcem v telovadnici, jaz sama nisem opazila, da je na vsaki strani, na vsaki ilustraciji čebelica. Res je, da sem bila seveda osredotočena na besedilo, ampak ta knjiga omogoča res ogromno dodatne zabave, dodatnega dela, ampak prijetnega dela, ugibanja, iskanja, ne samo branja pesmic. Takrat, ko sem prevajala, sem poslušala, je bila na spletu dostopna šele edino vzorčna pesem in to je bila ravno Bouncing Kangaroo, se pravi poskočni kenguru. Zato, da sem malo dobila občutka, ali je avtor prilagajal tudi ritem melodije ritmu pesmi in pri tej pesmi se je izkazalo, da je res tako. Zdaj, ko lahko prisluhnemo vsem melodijam, na YouTubu so dostopne melodije vseh živali, pa vidim, da ni povsod tako ravnal. K sreči me to ni omejevalo, ker sem se tako in tako morala držati stopice. Je pa bila ta glasba kar morda malo predivja za moj mehek ženski čut, ki je bolj nagnjen k sanjavim melodijam, takim, kot jih je Dan Brown napisal za Sinjega kita, pa za Labotko recimo. To je bolj po mojem duhu.
Ta nominacija mi pomeni zelo veliko, res sem iskreno vesela in navdušena že nad tem, da sploh imamo to nagrado in komisijo, ki je pripravljena pregledati prevode, jih primerjati z izvirniki, utemeljiti izbor in tako naprej, ker verjamem, da lahko to viša kvaliteto knjig, kvaliteto nasploh knjig, ne govorim zdaj samo o slikanicah, ampak nasploh prevodov v Sloveniji. To zelo rabimo še na kakem drugem področju. In ko sem izvedela za nominacijo, sem bila resnično ne samo vesela, ampak že skoraj nejeverna v smislu, a da še obstaja kaj lepega, kaj dobrega, ker vedno se oglašam recimo v intervjujih in tudi na Facebooku pišem o tem, da kako nam manjka nekega telesa, ki bi preverjalo, kakšni so prevodi, na kakšni ravni, in vsebinsko, in slovnično, jezikovno, ker danes, ko sežeš po neki slikanici v trgovini ali v knjižnici, se lahko zgroziš, tako slabi so nekateri prevodi, a ne. Zato sem bila res, bom rekla, dvojno, trojno vesela te nominacije in sem zelo hvaležna za njo.